Hvala, moji zvesti gledalci, tisti, ki se veliko družimo. Zdaj se že kar malo poznamo, ne? Naj vam povem eno stvar, da če ne vemo, če ne veste, kaj pravijo vaši kupci, kadar so res zadovoljni in srečni, potem še niste čist na koncu, ne? Potem še niste vse dodelali do konca. Imate še priložnosti. Naj vam povem en nauk skozi to mojo zgodbo, čeprav ta video lahko zveni kot samo hvala, ker me gre to prav na živce, prav ne maram tega, ampak skozi svojo zgodbo lahko vidite, odkje te napake, odkje sem se učil, pravzaprav kje je moj poligon življenjskega učenja. Seveda, tako kot marsikdo od vas, sem začel tako iz nič, ne. Imel sem ljubezen svoje družine in pa kje živeti, ne. Potem pa sem se mogel lotiti, da zdaj vse zgodbe so na svoj način težke, ne. Največji problem je v tem, da meni takrat pravzaprav sploh ni bilo težko, ker sem bil mlad, ker sem bil močen, ker nisem imel kaj izgubiti, ker nič nisem imel. Imel sem pa strašno voljo, strašno željo in vedel sem, da hočem biti uspešen in cel življenje sem samo zato garal, da bi bil uspešen. No, bom pol na koncu povedal, do kje je to prišlo, ampak zdaj na začetku, ko govorimo na začetku, je pa ful zanimivo, ne. Ko si doma z družine, kjer je hladilnik poln, ti pa si v Nemčiji lačen po en teden, ni fajn, ne. Ko si sposodiš prvi denar in rečeš, shit, kako mi jaz to kdaj vrnil, a bom sploh kdaj zaslužil ta denar, tudi ni lahko, ne. Zdaj odvisno, kakšen človek si, jaz se v glavnem zelo sikiram in sem predan tistemu, kar pač počnem. Če se ne sikiraš, nič hudega, ne. In zanimivo je, da jaz sem že na začetku rekel, moram iti študirati izredno, ker če boš redno študirati, bo itak ne bo nič z tega. Jaz sem veseljak, se bom po svoje zabaval in ne bo nič z tega. A po drugi strani sem vedel, da če pa hočem poslovno napredovati, pa bom mogel nekaj vložiti, nekaj sem mogel učiti, ne. In zdaj sem se učil v najdražji fakulteti na svetu. Za svoj denar, o svojim biznisom v tujini. Zato je tudi ta zgodba 6 firm, katere sem ustvaril, jih pripeljal do uspeha in jih prodal na koncu, tako resnična, tako kruta na nek način. Ampak nič hudega, jaz sem ful vesel zaradi tega. Jaz sem pristal v coaching biznisu iz čist drugega vzgiba. Iz vzgiba bolečine, zdravja in prepotovanja sveta, ko sem iskal zdravje. Ne bi rekel čisto iz nekega poslovnega, da zdaj mislim, da sem toliko pameten in ta priročni knjiga, ki sem napisal, sploh ni imela nobene ideje v tem, da bi jaz sebe izpostavljal, kako sem moder in ne vem kaj še vse, ampak bolj v tem, kaj je meni manjkalo takrat. Kje sem se jaz lomil, kaj mene najbolj bolelo. Kako sem mislil, da nekaj vem, v resnici nisem niti vedel, da nič ne vem. In opazoval sem te druge menedžerje, poslovneže, lastnike podjetij, kakšne družinska podjetja, tradicionalna podjetja, sem rekel, wow, oni pa imajo sistem, strukturo in vse skupaj, ne. Danes, ko je veliko takih podjetij, tudi moj klient, jim se zmeraj preklonim, ker so res super delovni, garači, predani, pedantni ljudje, na nek način res s srcem do zadnjega atoma moči. Ampak strukture, pa tistega znanja, kar sem jaz tudi takrat mislil, da oni imajo, tudi nimajo, ne, niso imeli, ne. Zakaj? Ker v biznisu je res čudno, ne. Dostikrat sploh ne veš, zakaj kupci od tebe kupujejo. In tu je največja nadloga tega, da če ti prvič, ko se lotaš nečesa uspe, se nisi nič iz tega naučil. Najboljše je, če te klofta. Takrat te da življenje na preizkušnjo. Ko ti ne gre, takrat te najbolj tolče, prbija v tla in takrat ali se boš pobral ali boš počel. No, jaz kot športnik sem bil navajen tega, da je kruto. Jaz, ko sem motocross vozil, ko si na štartni rampi s komolci, z drugimi mladimi fanti, imaš samo dve možnosti, ali se zjokaš ali se pa boriš. In zdaj, boriš se po svojih zmožnostih in do tam, kjer gre. Vsak ima svoj cilj v življenju. Čeprav eni pravijo, ne, jaz nimam, jaz ne vem. Če globoko pogledamo, kar v coachingu dostikrat pridemo do teh vprašanj in teh interakcij, ko jaz pravim ljudem, vi se v glavnem pogovarjate zdaj sami s seboj, jaz sem tukaj samo en moderator, ki vam postavlja vprašanja, da ne bi zalutali ali pa da ne bi nikamor prišli. Drugače pa, ko gledam danes nazaj, kaj bi spremenil, ne, česa bi se še malo drugače lotil, ne. Šel bi postopoma. Vsako znanje, ki sem ga osvojil, ki sem ga
Pa to še ni znanje, to so informacije, ki sem prebral, ki sem šel na seminar, ki sem imel svojega coacha. Vse te informacije, ki sem jih pridobil, bi jih šel postopoma v prakso dajati. In vsakič si zapisal, kako sem se počutil, ko sem vstopil, kakšni so bili rezultati tega dela in kaj bi lahko spremenil ali pa kaj se mi zdi, da nisem dokončal. Te samo analize ljudje nismo navajeni delati, posebej, ko si mlad, si pameten, močen in največji nasprotnik samega sebe. Tudi tukaj sem bil jaz profesionalc, jaz tacega sovražnika v življenju ne morem imeti, kot sem jaz sam. Že ko je bilo nekaj, sem pa firmo prodal, sem že nekaj videl, da bi bilo treba pa firmo prodati. V nobeni nisem ostal lastnik naprej. Mogoče sem ideja za tiste, ko daj razmišljate. Če je ideja dobra, če ste dobro pripeljali, pa če ste pripeljali do sistema, bilo fajn, da mogoče kakšen delež obdržite, še za kakšno dividendo na stara leta. Ne? Ampak sej ni štos o tem. Tisto, kar počnete, če počnete na ta način, da vas definira kot osebo, da se razvijate zaradi tega, da ste zaradi tega bolj zadovoljen, da ste res pustili del sebe tam noter, se sploh ne rabite bati za uspeh. Eni pravijo, mladi ljudje, predvsem mi bi radi takoj se samo zleti z ceste. Če hitro letiš, hitro dobro užgeš. Če pa hočeš narediti nekaj res trajnega, nekaj dobrega, da se svet spremeni zaradi tebe na bolje, to pa malo potraja, ne? To pa ne gre čist prc. Tako da, ko gledate, ali ste na začetku, ali ste že dolgo časa v biznisu, ali bi radi predali posel naprej na svoje naslednike, se vprašajte par vprašanj osnovnih, mogoče zdaj vam to orodje predajam. Zakaj ljudje kupujejo od vas? Zakaj pravzaprav ste sploh vi uspešni? In kako to vas definira kot osebo? Nekateri dajo ime podjetju tako, pač ne vem, neke črke, začetne črke svojih družinskih članov ali pa kaj takega, ne? Nič ne pomeni. Zato vsi rečejo Coca-Cola, ne? Coca-Cola je brand name in nič ne povem. Ne, tega sploh ni bilo, oni so se zmislili nekaj, kar je postal standard. Zato tudi vsem ljudem rečem, dajte postaviti nek svoj standard, več nivo, ker bodo stranke vedele, kaj dobijo. Ampak je fajn, če napišeš, ne vem, Janez, svet lesa. To pomeni, ali si mizar, ali imaš žago, ali delaš tile, nekaj se mora zgoditi s tabo v življenju. Ne dati ime, ki nima veze z ničemer, ki ne povezuje z ničemer. Ne? Posebej, če greste v kakšno hudo, globoko latinščino, je pa tudi zmedete ljudi, čisto popolnoma. Ne? Je pa res, da je dobra zgodba. Če pa ste tukaj močni, da boste na blagovni znamki gradili in boste zgodbo razvili, postali prvi, vas pa zmeraj podpiram. Tudi Steve Jobs, ki je vzel Apple, kako da je vzel Apple? Zakaj, če smo mi vsi vedeli, da je New York Big Apple? Ne vem, jaz tega nisem študiral, mogoče če kdo od vas ve. Ampak sigurno je izbral nekaj, kar gre v ušes, kar ljudje razumemo. In največji štos, karkoli se v biznisu lotiš, je v tej zgodbi. Ali imaš ti zgodbo, ali imaš to končano sliko, kaj hočeš totalno narediti, pa je najlažje. Jaz tega recimo nisem imel, zato sem prodal 6 podjetij. Ker nisem vedel točno, kdo jaz sem oziroma kdo hoče biti. Imeti cilj, biti uspešen, ni nič. Kaj pa pomeni uspešen? Da imaš veliko denarja, da časopisi pišejo te, si lahko kriminalec, tudi časopisi pišejo te, in denarja imaš verjetno veliko, ne vem. Fora je v tem, da te mora dopolnjevati kot osebo, kot jaz, kot moja integriteta. In jaz sem vedel, recimo, ne vem, logistika, transport, imel sem kamione, transportno podjetje. Jaz sebe s ketno, denarnico na ketni pa s kosmatnim coklam nikoli nisem videl. Se pravi, da je bil to neka stopnica v mojem življenju, veliko sem se naučil tam, veliko. Kot je Hitler rekel, 3 vrste ljudi so na svetu, pametni, neumni, pa šoferji, jaz sem se naučil vse. Res, veliko sem se naučil, hvaležen sem za to pot. Ampak potem, ko sem šel naprej, sem skozi ugotavljal, da trženje, storitev, inovacije, to je tako širok spekter, kot če bi nekoga vprašal, kaj pa ti obvladaš pa prav računovodstvo. Tega noben obvlada, to je tako širok pojem, da finance, računovodstvo, lahko pa segmente razdeliš in rečeš, da to pa res obvladam. Ne?
In to so tisti specialisti, katere potem pokličemo, kadar imamo zaplet. Ne pokličemo računovodjo ali pa knjigovodjo. Ne. Pokličemo specialista za davke, specialista za finance, specialista za določene stvari. In tudi tukaj je to vprašanje. Jaz zase vem, da sem specialist za družinsko podjetje, kjer lastnik običajno tudi vodi podjetje. To so moji najboljši kupci, najbolj pomembni kupci. Jaz se z njimi najlažje sporazumem, ker poznam njihove frustracije, njihove težave, strahove, njihove tudi želje. Mogoče me pa nekdo, ki je karierni menedžer, ki je na plači, pa čisto ne razume, da sem prestrasten, da sem preveč agresiven. Ampak tako je. Jaz sem se naučil, da v poslu si treba boriti in uživati. Ampak na tak način, da ima smisel zate. Ampak največji problem vseh teh dejavnosti, ki se jih lotite, ali pa vseh stvari, ki se ljudje lotimo, je, da ne vemo točno, v čem smo ta pravi. Kaj je naš talent. Ampak tudi ni problem. Če ste vi družinsko podjetje, pa vas je 3, 5, ali pa 10, ali pa 15, ali pa že 20, ne? Vsak je za nekaj sposoben. In je najboljš narediti strukturo. Ker največkrat jaz, ko pridem v tako podjetje, rečem, kaj pa vi počnete tukaj, pa pravi, jaz sem deklica za vse. No, teh deklic za vse je pol 15. In dejansko firma je zelo napeta, ljudje se med sabo sporekajo, oče sina ne razume, sin očeta ne razume, hčerka od jadra po svoje, vsak ima neke probleme. Ampak ti problemi so dejansko narejeni zato, ker se ljudje ne znajo sesti pa pogovoriti. In jaz se tudi razumem to. Družina, jaz imam tudi družino, vsi v družini imamo malo tako, vzpone in pace. Ampak družina rab potem enega mediatorja, da se z njimi usede in naredijo plan. In ko naredijo plan, naredijo tudi aktivnosti, katere bomo delali zato, da bomo ta plan tudi uresničili. In tako je tudi, če si vi sami sabo usedete, poskušajte. Če ne gre, vzemite kak priročnik, pogledajte kak video, seminar, pa še enkrat probajte. Če pa še ne gre, si vzemite pomoč zunaj. Jaz sem sicer imel to srečo, da sem bil toliko zahteven, da sem iskal pomoč zunaj. Da nisem bil zadovoljen s tem, kar sem prebral, nisem bil zadovoljen s tem, kar sem videl, ampak sem mogel iti še na delavnice in še coaching, imeti coacha, imeti mentorja in tako naprej. In najbolj zanimivo mi je to, da starejši mentorji so mi zmeraj govorili ene stvari, ki se z njimi nisem hotel strinjati takrat. In mislim, da je bilo to fajn, da se nisem strinjal. Zakaj? Ker zaradi tega sem rastel, sem se razvijal. In nič ne pomaga, če rečete počez čas, mater je imel prav. Če vi tistega takrat ne bi naredili, bi še danes mislili, sem ga poslušal, pa to vse je dobro, ampak ni pa tako, pa ne vem kaj. Ni tako, kot sem jaz hotel, da bo. Zato jaz rečem, vse, kar dobite informacij, ali od coacha, ali od mentorja, ali iz knjig, ali iz videov, ali iz seminarjev, jih probajte dati v prakso. Potem postanejo znanje. Dokler pa vi samo se učite, samo sprejemate informacije, eni rečejo, znanje ni še. Znanje je takrat, ko informacijo spremeniš v prakso. To je za mene znanje. Ko je zareza na hrbtu, ko veš, dokje se smeti, dokje se ne smeti. In potem se celo življenje nadgrajuješ. In potem največje to se je, če znaš to prenesti naprej na svoje ljudi. Kako pa to preneseš? Moraš imeti pa strast, empatijo in tako naprej, ampak če ti nisi strasten do nečesa. Zato rečem, ljudje, moramo posneti video, težko nam je video posneti. Ne, ni. Tako ga posnemte, kot da meni govorite, enemu prijatelju govorite o svoji dejavnosti. Z domačimi besedami, preprosto. Tisti žar, tista iskrica, tista energija. Pa to je to. Ne slovenščina, kravata, ne vem kaj še vse. Vse smo samo ljudje na koncu. Ampak dajmo narediti nekaj, da se bomo v tej koži dobro počutili. Nekomu dobro pomaga. Zato vam, da nam preveč nabijo, tle pa teživo. Ena stvar. Ne se kritizirati pretirano, poglejte, kam greste, zakaj greste in če ne gre, poiščite pomoč, prej poiščite pomoč, ne se čist zaciklati, ne ostati čist popolnoma in brez denarja in brez volje in potem iskati pomoč, ker takrat mogoče boste pomoč rabili že od koga na medicinski ravni. Ne tako daleč sebe prekopati. Trma je super, ampak če hočeš bližnjico, moraš poiskati. Včasih nam ni jasno, tukaj smo noter v poslu, da ne vidimo več. Rabimo nekoga, da nam odpre pogled. In se pravi, ne se kritizirati, probajte se tudi malo motivirati v tem smislu, poglej nazaj, kaj smo že vse uspeli in kaj še lahko naprej naredimo. Potem boste bolj zadovoljni. Potem boste ujeli to, kot pravimo, veste, zakaj
oziroma katero krilo ima ptiček raje, levega ali desnega. Vsi vemo, da mora imeti oba rad, ker če ne bi letel samo v krogu, ne naravnost, pa tam, kamor želi iti. Se pravi, balans v življenju je pomemben, levo in desno, družina, podjetje, moji osebni cilji, moji poslovni cilji, vse to je pomembno. In si ne zatiskati oči, da bomo sem to še stisnili, pa bo. Ker tega stisnili jaz včasih vidim po 20, 30, 40 let, pa še malo pozno. Ne se kritizirati, pa paste nase.